po moje za mano ena najbolj bednih sred ever. Večno vprašanje sta še samska. Katastrofa. Čim prej začeti. Kakšen teden. Punce živijo, kako ste? Evo, ura bo skoraj polnoči. Jaz se mažem s kremo, imam suho kožo, bi sem se tuširala. Ampak, ker Eva ve, a imam celo kremo razmazano, upam da. Ker Eva ve, da ful rade gledate take vloge, sem se odločila, da ponovimo postopek in boste ponovno z mano preživeli od ponedeljka do nedelje. Ta teden bo razburljiv, drugačen, zame čisto nekaj novega, ker sem se odločila, da gre Eva na samostojno podjetniško pot oziroma da odprem SP. V bistvu sem si to dolg časa že želela, moram reči, da se sama nikoli nisem videla kot neka zaposlena oseba v nekem podjetju, 8-urni delovnik in to je to. Vedno sem si jaz v bistvu želela SP odpreti, ker sem dejavna pač na različnih področjih, ampak hkrati to prinaša ful čejev, če mi bo ratalo. To je nekako ta glavna skrb, kar pač me skrbi. In zdaj so situacije tako nanesle, da sem se odločila za to, torej da v sredo grem to čez 2 dni odpreti SP, tako da bo Evina lepotilnica tudi uradno obstajala. Tako da ja, vam bom kaj več povedala še jutri. Moram iti spat, ker jutri ostanem že mislim, da ob 6. Verjetno bom vstala šele do pol 7 zjutraj. Zjutraj imam eno dopoldansko oddajo, pa še popoldansko oddajo. Danes sem se cel dan pripravljala sam na to in sem že skurjena. Pa potem čez vikend vodim festival nakupov in zabave. Zdaj verjetno, ko tole gleda, še to že mim, ampak če me kera vidi, če me prepozna, ful bom vesela, da pride do mene tam, torej 2 dni. Tako da ja, ful se bo dogajalo, ful se veselim tega pač tedna. Zdaj pa grem spat in se vidimo jutri ob 7 zjutraj, verjetno podočnjaki do tle dol, ampak novim izzivom na poti ali kako. Dobro jutro! Evo, jaz v avtu, tork 22.5, ura je 15.07, komi sem ustala, jaz sem unjo vrste človek, živa. A ni zanimiv, da zmeri, kadar se ti mudi, je fiksen tovornjak pred tabo? Ja, jaz sem unjo vrste človek, ki ima zjutraj tako za uro pa pol budilk, na 5 minut dejansko, ampak drugače ne moram vstati, tako da nova zmaga, vstala sem. Drugače pa ja, evo, grem v BTC, kakor sem že včeraj povedala, imam zjutraj najprej eno dopoldansko oddajo, pa eno popoldansko, ful zanimivih gostov, tako da bo ful v bistvu tak zanimiv, poučen dan tudi zame, vsak dan se nekaj novega naučim, tako da se veselim. Kamera se je zrušila, gremo. Če zdaj malce primerjam z prometom, ki sem ga omenila prej, torej da prihaja do zastojev, bi lahko kar znamenje ali pa spremembe. Takrat rekli smo od 26. maja do 31. maja, zdaj ste izvedeli natančen program. Moje kosilo, jabolk in kos kruha. Ni časa oziroma kaj zrca. Sprememba plana, odločila sem se, da grem zdaj odpreti SP. iPes, tam se pač te stvari urejajo, odprt do 1, tako da hitim tja, ker je ura 15:12 in upam, da bom ujela, bom sam spet gužva, a lahko. Mogla sem domov iti še po davčno, pa osebni dokument, ker imam vozniško, pa ne vem, če je dosti, tako da sem šla raj po pasuš. Ful se različnih občutkov pri meni prepleta, vesela sem, strah me je, res upam, da se bo na konci stekal tako, kot se mora. Bo se, ne, moč pozitivnih misli pa to. Tako da, evo, Evina lepotilnica, I'm coming for you. Evina lepotilnica je zdaj tudi uradno odprta. Evo, oči me je povabil na kosilo, sva šla jest, mami je mogla naprej delati, tako da sva šla sama. Nekaj se slabo počutam, slašam si Eva pa Red Bull, nekaj me grlo boli, v bistvu me je že po noč ful zebel, nekaj pa je moj avto. Bog ve, tam naprej, ja, vidim ga. Ja, v bistvu sem že po noč me ful zebel, pa pol zjutraj, pa sem vzela pol en aspirin, preden sem začela delati, ampak malo stresano, ne vem. Tako da, evo, ja, poiščem ključ in gremo nazaj v službo. Fuck. Pred toliko pomembnim tednom jaz bolim.
Ful me zebe, ker zdaj lepo čutim, kako vročina narašča in kumi sem odpeljala popoldansko oddajo. Ne smem zboleti, fak no. Hočeš ali nočeš, jutri se moram spraviti v red, ker imam novo oddajo. Popoldan, hvala Bogu, vsaj dan izjutri. Tako da sem mami prosila, če mi lahko zdajle naredi čaj pa ingver, sadje, ker jutri jaz moram biti tam. Oj, evo, sreda, 23. maj, jaz sem čudežno v avtu, res čudežno, ker po moje za mano ena najbolj bednih sred ever. Celo noč sem se zbujala, kuhala, drugič me je zebel, pa hodila po čaj, vmes mi da vročino, pa je spet zginila, skratka, katastrofa. In pol sem ob 12 rekla, zdaj pa dost, moram se pripraviti na oddajo. In sem se dejansko pol vzela lekadol, začela delati vprašanja, pač priprave in zdaj čudežno sedim v avtu, čeprav res mi ni v redu, no. Pa sem si šla vmes še pred lase, ker sem imela malo masne in grem dejansko z mokrimi lasmi na šiht. Ful dobro, ne, včeraj pa vročina. Me zanima, kakšna noč bo danes. Hej, evo, danes je četrtek, 24.5., če se ne motim. Ful se potim, nisem še zdrava, ampak dejansko nimam časa za počitek. Zdajle čakam svojega dragija, gre z mano na upravo, moram po neko sigenco, še sama točno zdajle ne vem, kaj je, ampak rabe še kot preše spet neka elektronska zadeva, kod ali whatever. Pol morava biti ob 3 doma, ker sem zmenjena s kurirjem, da mi prinese 2 pošiljki. Tako da ja, to je to zaenkrat. Gremo. Pejmo končno k malo bolj zabavnim temam. Danes sem dobila kar nekaj novih stvari, tako da sem mislila, da jih pokažem, da je dosti bolezni in tako naprej. Evo, prva stvar, nov pošter. Od vseh stvari, tlele, ki jih imam, sem tega najbolj vesela, ker se zadnje tako že pol leta stalno zbujam v bolečinah. Recimo, evo, za primer, tlele imam Dormeo pošter, ki naj bi bil ful dober in ful so ga hvalili, ampak mene vse boli, jaz ne vem. Pa imam Dormeo jogi, ampak pač ne pomaga mi. Tako da sem šla danes v Vitapur, tam so mi svetovali tale pošter, ki naj bi bil cool za vse tiste, ki spimo na boku. Pa bom probala, evo, še to jaz upam, da pomaga. Pač posebnost tega poštra je, da lahko odvzemaš to peno, jo dodajaš, ko pač rabaš malo bolj višji, da je pošter ali pa nižje obratno, takrat jo odvzemaš. Tako da ne vem, bom videla, če ima kdo na svet za kakšen cool pošter, če spiš na boku, let me know, ker mene pol leta zdaj stalno vrat boli in bom znorela. Gremo naprej, evo, pol v tejle vrečki so sončna očala. Sej taka podobna že imam, sam da so tukajle ravna, torej da niso na ta jajček. Ful so lepa, pa ful so bila ugodna, tako da sem rekla, why not, se veš, sončnih očal ni nikoli preveč, tako da sem jih vzela. Naslednji paketek je od L'Occitane oziroma Melvite, 2 moji ful ljubi lepotni kozmetični znamki, ponavadi mi njihovi izdelki zelo lepo ustrezajo na kožo, tako da me prav zanima, kaj so pripravili tokrat. Kako cute, pahljača. Včasih so se damice pihale s tem, da jim ni bilo vroče. Tole gre v torbico. Ful hvala Melvita, to bo pa res prišlo prav. In naslednji produkt, ki je tukaj noter, pa je Silky Dry Oil. Limited Edition. Da vidimo, kako izgleda noter. Ok, enega zelo podobnega že imam. Dejansko oblika je zelo podobna. Sekunda grem iskat. Evo, to je tak, ki ga imam že doma in to je zdaj tale na novo za testirati. Dejansko sta ful podobna, samo sestavine, nekatere so druge, pa tale potisk je mečken drugačen. Super, bomo sprobali. Hvala Melvita, lepo presenečenje. In še zadnja vrečka, zadnji 2 vrečki. Ena je od Niveice. Noter pa pisane zadeve. Zdaj lahko ustvari svoj edinstveni vonj kreme s trendovskimi Nivea Soft Mix kremami. What? Zmešaj in označi. Zmešamo kreme in doživimo trenutek. 3 nove dišave, razvite skupaj s pariškimi izdelovalci parfumov, so bile posebej zasnovane tako, da dopolnjujejo druga drugo in klasično krema Nivea Soft, tako da lahko vsak dan dobimo svojo vrstno dišavo. Ok, če jaz prav razumem, tele kreme med sabo mešaš
koliko mi je zakrulala, ste slišali. Torej, te kremice med sabo mešaš in dobiš torej dišave, čisto svoje, čisto edinstvene, kakor sem prebrala, 25 različnih, zanimivo, pa res cute embalaža. Gremo še na tale zadnji paketek, Eucerin. Tlele pa je kar nekaj stvari. Tale šampon je za proti prhljaju. Zadnje čase se mi je od stresa naredil prhljaj, tako da bom sprobala, če bo tale deloval. Vse dejansko me ne srbi lasišče, ampak tako, imam te bele pikice po lasišču, tako da super. Tole je dnevna krema za normalno domešano kožo, zapolni tudi najglobje gube znotraj in navzven. Ok, taka dnevna torej krema, ima zaščitni faktor 15, da vidim še kako izgleda noter. Dejansko je pa tako, da od Eucerina nikoli nisem še nič testirala, tako da ne moram čist nič reči, kako mi ustreza njihova linija. Pač vem, da, oziroma nasploh znamka, nasploh vem, da pač to prodajo v lekarnah, tako da zagotovo dobra je. Kaj več pa kako se obnaša na moji koži, bom pa seveda poročala. Ok, pol en tonik, super, te vedno pridejo prav za odstranjevati make-up. Koliko je mililitrski? 200 mililitrski. Kremica za okrog oči, torej za gubice. Zadnja stvar pa je CC krema. Ok, tega se pa tudi ful veselim, ker baby kreme, CC kreme pač... Ne vem, nikoli nisem bila jaz človek za te CC baby kreme, a ne, pač puder je puder in če se že napudram, pač se napudram konkretno in želim, da se konkretno na koži tudi pozna. Jaz si zdaj naredim nekaj za jest, ker mi ful krul, se zdaj slišale. Pa grem na depilacijo, čeprav iskreno, spet ful sem lačna, čeprav iskreno bolečina, ko ste cel tak, pač bom potrpela. Again. Oj, evo, danes se ti nisem še nič javila, danes je petek, se ne vem, ker datum bo pisal. Jaz sem si glihkar naredila make-up in se oblekla, by the way, novo oblekco imam, je všeč. Grem v center, najprej se dobim z Ajdo na eni kavici, pol z eno drugo kolegico, pa bo šla mogoče v en hiter shopping. Tako da ja, počutim se sicer malo boljš, nos imam čisto zabasan, se verjetno tudi po glasu sliši, da ni to, tako da nameravam iti v lekarno ali pa beda imajo v DM-u neke C-vitamine v prašku, tako da se bom filjala zdaj s tem do jutr, da bom, koliko moram biti. Tako da ja, evo, se gledamo vidno v centru. Sta vršla po mene. Sam da ti pokažem, kaj sem si kupila na novo. Evo tale držalnik, ali whatever se reče, za telefon, da bom lahko zdaj vlogala tudi v avtu in me ne bo skozi skrbel, da bo telefon padel, a ne. Pa šla sem še na Petrol iskat en paketek, to pa nič nisem vedela, kaj me je čakal. Moj naslov se vidi. Glavno, šla sem še na Petrol, en paketek me je čakal, čisto me presenetili z Nuxa in podarili tole čisto novo olje, ful je huda embalaža, tele pikice, res tak ful hud dizajn. Pa sem pa brala, da v bistvu ga zasnovala neka blogerka, francoska blogerka. Tako da ja, hvala Nux, se veselim uporabe, gre pa za torej suho olje. Ajdica prišla je. Veš kaj je najbolj zanimivo, ne? Ker sem prej vlogala in je spadalo, da si ti zamudila, ne jaz. V bistvu ne. Jaz nikoli ne zamudim, ne zvetam se, kdaj zamudim. Jaz zmer zamudim, grozna sem. Pri meni, kad se zmena za kavo 15, jaz kar fiks planiril pol. Imam jaz take prijateljice, ko prije 1 uro počne, tako da... Sem še v redu. Evo, zdajle sem se pripeljala v BTC, ful je gužva, ampak zdaj se mi saj ne mudi, vsaj enkrat. Da jaz pohvalim mojega najboljšega fanta, šel mi je avto umiti ne čist, pa čakaj sem že nasmetila, malo s spodnji stvarmi, ampak ga je čisto.
Evo, da ti pokažem še preostanek mojega današnjega nakupovanja. Zajdo sva se ustavili v DM-u, v bistvu nisem kupila čist nič tazga, pač robčke za nos pihati. Pol vitamin C, ker tegale od DM-a, tega mi je Ajda predlagala, ba je ful fajn je sploh zdajle v tem prehodnem obdobju, enkrat je mrzlo, drugič je sonce, pol spet pada, tako da ba je, da je v prahu, pa mi je zdaj to pridno jedla vsak dan, da ne zbolim več. To se ne sme več ponoviti. Pa če ne navadne bricice od Baleje. Tole ste že videli, sem tudi pol probala, ne, in ful dober izpadem, mislim, pač ne, jaz dober izpadem, kadar dober izpadem, narobe sem se izrazila. Direkt sem pač na sredini, kar je fajn po nekih teh pravilih. Pa še nakup iz Zare. Tukaj sem pa vzela dve stvari. Eno je taka srajčka, ki mi je sicer tako velika je, ampak je pač velika z namenom, da spodaj pa lahko daš kaj bolj oprijetega. Všeč mi je, ker ima ob strani ta zelen detajl, tako mečko nenavadno, človek bi rekel, da ne paše, ampak dejansko paše. Pa potem še tole sem vzela, evo, body. Zdaj ste že videli, ne, da sem jaz kar malo obsedena z body. Tako da ja, evo, to je moj skupiček današnjega nakupovanja. Zdaj pa grem jaz pojesti tole zdravo zadevo, paradižnik, solata, kako se že reče, koren, pire pa piščanček. Dober tek zame. Marta, kako sta delavno iz enega nastopa na drugega? Ja, res je. Ravno sva iz 3 nastopov prišla še na to. Kako zdržita ta tempo? Prej sem videla, da imaš Red Bull. Kaj, kavice, Red Bulli? Kavice, Red Bulli, to je kar stalnica pri nama. Ja. Pa take tablete jema za glas, no da nama vse nekako mogoče. Da lahko pojete. Toliko bremenitev imamo. Odlično. Mogoče sam še eno vprašanje, ogromno mladih oboževalk. Večno vprašanje sta še samska. To je vedno vprašanje. Vedno. Še samska. Se pravi, lahko punce potencialno osvojijo vajina zlata srca. Teoretično je možno. Lahko. Še zadnje vprašanje, načrti za poletje? Delovno? Delovno. Šiht. Zdaj se pripravljamo na snemanje novih pesmi in to zahteva kar nekaj časa in vsega. Bo kaj novega tu, kar smo že videli? Pustimo se presenetiti. Vedno smo rada malo misteriozni. Ok, super, hvala vama. Ti mi boš pa za začetek povedala tisto vprašanje v mladosti, kaj si želiš biti, ko boš velik. Si ti vedela, kaj boš, ko boš velika? Ja, jaz sem v bistvu že vsega začetka vedela, ker sem pri 4 letih začela v glasbeni šoli, tako da pol pa sem kar nekako še zdaj sem v akademiji, še zdaj se učim. Tako da, ja, sem res to sklepala. Je v bistvu izobraževanja pevskega ni nikoli konec. Pa ja, no, jaz mislim, da vaditi je vedno treba. Tako, evo, ja bom počas zaključila tale vlog. Hvala, ker ste gledali. Upam, da vam je bil zanimiv. Pride še kdaj, ker vem, da rade gledate tako na cel teden. Jaz ga zaključujem, ker je moj z burgerjem. Vedno. Dober tek. Love you.